Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Rdeča nit naše tokratne oddaje bo zdravje. V studiu namreč gostimo doktorja medicine, specialista otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije Štefana Spudiča. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Uspelo mi je izgovoriti te dve komplicirani imeni, ki označujeta področje vašega delovanja, zato jih vsi imenujemo preprosto ORL, pa jih bom bodoče tudi jaz. Vi ste predstojnik ORL oddelka v novomeški bolnišnici. Je tudi področje tega delovanja tako zapleteno, kot je izgovoriti naziv vaše specializacije? Že sam naziv je res težko izgovoriti, je pa tudi področje našega dela izredno ali pa izjemno široko. Obsega namreč bolezni in poškodbe ušes, nosu, grla, sinusov, ukvarjamo se z mandeljni, žrelnicami, z vnetji ušes pri otrocih, operiramo hkrati tudi estetske zadeve v področju nosu in ušes. Ukvarjamo se s kirurgijo vratu, z glasovnimi motnjami, z motnjami govora, z motnjami sluha, skratka širok diapazon delovanja. Ja, resnično zelo širok spekter, čeprav govorimo o omejenem delu človeškega telesa, ampak pomembnem, to je glava, ne? Zelo pomembno področje je to in res na majhnem področju je veliko vitalnih struktur. ORL specializacija oziroma ORL področje je povezano tako z vratom, z prsnim košom, se pravi s torakalnim področjem, povezano je z možgani, z nevrologijo, z nevrokirurgijo, povezava je s plastično kirurgijo, veliko je onkoloških bolnikov, se pravi rakavih, več področji se stika na tem majhnem pa pomembnem področju. Ja, vi ste Novomeščan in 20 let je že minilo, ker ste končali študij medicine in se odločili za specializacijo otorinolaringologije. Zakaj to področje? V bistvu sem hotel biti kirurg. Za kirurgijo me je navdušil doktor Pogačar, doktor Kramer, Janez in primarice Puder s svojim natančnim didaktičnim pristopom in ko ti pokaže, kako se šiva. Ampak takrat na voljo v Novem mestu ni bila kirurgija. Potem so mi pa kot drugo možnost ponudili ali patologijo ali pa ORL. In takrat sem se odločil za ORL področje in mi ni žal. Doktor Kažan je prve korake mi pokazal, pa doktor Galac, tako da postopoma človek vidi, kakšno bogato pestro področje je ORL. Saj mi pregledujemo in zdravimo tako otroke kot odrasle, ženske, moške in cel spekter bolezni, ki sva jih prej naštela. Ja, zdaj pa že vi prenašate vaše znanje na druge, ne nazadnje pogosto tudi predavate tako strokovni kot laični javnosti o raznih težavah zdravljenih, tako poškodb bolezni tega območja. Po 20 letih se človek že dobi določene izkušnje, da lahko tudi že komu kaj pove. In užitek je učiti mlajše, sploh dojemljive, ki si želijo znanja, kajti z vsako stvarjo, ko mlajšega kaj naučiš, se sam bogatiš in je to res, ko sem rekel, užitek. Znanje sem nabiral tako v Novem mestu, kot med samo specializacijo v Ljubljani. Kasneje pa med delom na ORL kliniki, kjer sem pričel z pridobivanjem akademskih naslovov, vendar sem se odločil, da akademska kariera za mene ne bo. Sem se vrnil v Novo mesto, kjer lahko človek v praksi pomaga svojim domačim ljudem, Belokranjcem, Posavcem, Dolencem, pa tudi iz cele Slovenije ljudje, glede na relativno dobre izkušnje, iščejo strokovnjaka, ki jih želi poslušati, pomagati, operirati. Ja, zdaj se že selimo na razna območja, kadar je to potrebno. Zdravje je vedno bolj pomembno, tega se zavedamo. Res pa je, da vas je specialistov otorinolaringologije zelo malo. V bistvu smo na Dolenjskem oziroma za slabo četrtino Slovenije, za naše gravitacijsko področje smo trije otorinci, ki pokrivamo
bolezni oziroma ljudi tega področja. Glede na relativno dober glas prihajajo ljudje tudi od drugje, tako da je dela izredno veliko, zato morajo ljudje večkrat tudi počakati na pregled. Zdaj imamo na oral oddelku imamo še 3 specializante. Zdaj prihaja dr. Hudo Klin po zimi, bo zaključil specializacijo, sposoben oral specialist bo, tako da mislim, da bo nekoliko boljši. Da bo šlo malo hitreje in da boste vi bolj razbremenjeni, kajti nenazadnje ne delate le v ambulanti in na oddelku bolnice in ste predstojnik tega oddelka. Enkrat tedensko greste tudi v Brežice? Ob sredah popoldne sodelujeva z dr. Toličem iz Zagreba, on hodi v ponedeljkih, jaz pa ob sredah, zdraviti Brežičane. Brežičani so nam za to hvaležni, ker predvsem starejšim ljudem ni treba se voziti v Novo mesto ali v Celje. So pa tudi zadovoljni zaradi dejstva, ker lahko ljudi, ki jih pogledamo in ugotovimo bolezen, naročimo direktno na naš oddelek, na operativni poseg. Se pravi, da je ta komunikacija odlično poteka, tako da so ljudje in mi s tem sistemom zadovoljni. Seveda je pa dela za voljo tega ponovno več. Več, ja. Ob tem imate pa tudi zasebno ambulanto v Novem mestu, kaj ne? Zadnje čase imam pa še privatno ambulanto v zdravstvenem domu, ob četrtkih dopoldne, kjer lahko pregledamo, svetujem, poslušam, zdravim ljudi, ki želijo nekaj več in so to sposobni financirati. Torej, zelo veliko dela, kako to človek zmore. Delate cele dneve, bi jaz iz tega rekla, ali ostane še kaj časa za prosti čas in za družino, ki jo imate? Dejansko je res, da je dela veliko in časa za rekreacijo oziroma za domače malo. Je pa treba ta čas takrat aktivno izkoristiti, treba se posvetiti sinovom, iti skupaj na košarko, odigrati kakšen fuzbal, mogoče ping-pong. Zdaj bojo jesen ponovno gobe. Upam, da bojo marele zdaj kukmaki so že rastli, zdaj so prvi jurčki. Tako da... A radi gobarite? Jaz gob v mladosti v bistvu nisem poznal, naučila me je pa žena, pa tast prepoznati osnovne vrste gob in uživam predvsem v sprehodu, če pa še sproti kaj najdem, je pa toliko lepše. En sin gre po vaših stopinjah, zdravnik bo. Ste ga navdušili vi ali... Andrej je 21-letni študent drugega letnika medicine, zaključuje drugi letnik. Primarno je hotel biti pilot, ker je jadralni pilot od 16. leta v klubu v Prečni, vendar se je kasneje sam odločil, jaz nisem vplival na njega niti pozitivno, niti negativno. Sam se je odločil, da bo šel po moji poti oziroma postal zdravnik. Jaz upam, da bo v tem poslu oziroma poslanstvu užival vsaj tako, kot uživam jaz. Ja, resnično je to delo, v katerem moraš ga delati s srcem, če temu tako rečem, ker ti je zahtevno, je naporno, je odgovorno in nekako v zadnjem času vedno manj zdravnikov, vedno manj denarja za zdravstvo, ljudje pa vedno pogosteje iščemo pomoč, kajti vedno dlje živimo. Dejstvo je, da smo čedalje bolj bolni na en način. Zavarovalnica nas hoče prepričati, da če nam bojo dali 8 ali 10% manj denarja za letni budžet, da bomo ljudje dobili iste usluge, kar je skregano z osnovnimi principi ekonomije. Ekonomist sicer nisem, ampak vem pa, da z manj denarja ne moremo narediti isto. Z leti smo ljudje postali tudi čedalje bolj osveščeni, poznamo svoje pravice, poznamo zahteve, medicina čedalje več nudi dragih, natančnih preiskav in si želimo dobiti najboljše. Je pa dejstvo, da v svojem poklicu, v medicini, v zdravniškem poklicu lahko človek zelo uživa. V časopisih včasih beremo bogovi v belem. Prav kakšni bogovi nismo, sploh glede na dejstvo, da nam podporne službe, ki v bolnicah delujejo, ne tretirajo kot izključne nosilce,
ki bi nas mogli suportirati oziroma nam pomagati pri delu, da bi mi delali samo svoje delo, ampak je čedalje več papirnatega dela. Božansko se bo človek počuti, ko ti gospa, mati, gospod izrazi zahvalo s pogledom, z dejanjem, z litrom dobrega vina iz Bele krajine. Ta občutek je božanski, ko nekaj uspe, ko nekaj rata in je človek zadovoljen. Verjamem. Kaj pa so tiste najpogostejše težave, zaradi katerih prihajajo ljudje v ambulanto, na vaš oddelek? Zdaj prihaja jesenski čas, veliko bo vneti, da otroci začnejo hoditi v vrtec, v šolo, v majhnih kolektivih, virusi se prenašajo, bakterije se prenašajo, precej bo vneti ušes, nosu, sinusov, angine bojo, težave z žrelnico. Pri odraslih so pa prehladi, različni sinusitisi, težave z cmokom v žrelu, težave s smrčanjem, težave s poširanjem, psihosomatski problemi, ki se kažejo v oralnem področju, širok spekter, slab sluh. Ta je z leti povezan, ne? Zelo, z leti. Z leti je seveda, ko postanejo lasje srebrni, ko imamo narastek, je sluh slabši. Kar včasih niti ni slabo, saj ni slabo, če vsega ne slišiš. Če vsega ne slišiš, ja. Tako da ljudje, ki imajo sluh na eni strani okvarjen, imajo to možnost selektivne percepcije, se pravi, kar jim je všeč, lahko poslušajo zdravim, kar ne pa z bolnim. Pa še slabši sluh je povezan z leti pa z delom v ropotu. Zadnje čase, zadnja leta je medicina dela razvita do tega nivoja, da ljudje zelo nosijo zaščitna sredstva, ampak če nekdo dela 20 let s Husqvarno ali pa 30 let ali pa s štilarco v hosti ali pa ključavničari, šlosarija, tam se sluh okvari. Zdaj tudi vojaki imajo zadnje časa zaščitna sredstva pristreljeno, se je prav zanimivo videti, kako bojo šli potem v akcijo z antifoni, ampak sluh se poskuša zaščititi. Kaj pa ta glasna glasba, ki jo poslušajo mladi? Vi ste bili v mladosti tudi bobnar, tudi to ni nekaj tihega, to slabo vpliva na sluh? Definitivno. Pri igranju bobnov se sluh okvari. Sluh se okvari zaradi stalnega ropota. Pri mladih je pa zadnje čase nekoliko boljše, ker včasih smo so bili walkmani, tako imenovani, ki niso imeli zaščite, ki niso imeli omejitve decibelov. Zdaj novejše aparature, iPhone in različne aparature, ki jih jaz niti ne znam poimenovati, otroci pa to nosijo in poslušajo, imajo zaščito glasnosti, se pravi, da lahko do določenega nivoja je glasnost spuščena v slušalke, kasneje se pa zademfa, se pravi, je nekoliko boljše to urejeno. Je pa seveda v disko klubih oziroma v prostorih, kjer je glasna glasba, na koncertih, v avtu se da razviti precej decibelov. Ki niso ugodni za, morda dolgoročno, morda tistem hipu, ja. Ampak še nekaj sem se spomnila, velikokrat pravijo ljudje, se ušesa lahko tudi zamašijo. Kaj je boljše? Redno, s palčko čistiti ušesa ali ne pretiravati? Če bi človek želel imeti polno samoplačniško ambulanto, potem bi mogel svetovati, da naj ljudje to čistijo z baby palčkami. Kar že takoj ob prvem stiku s patronažno službo, patronažna sestra nauči mamico, da se od dojenčkov čisti ušesa z baby paličicami. Kar ni prav. Pa pri odraslih tudi ne, baby palčke niso za čistiti ušesa. Ušesa se čisti normalno z mezinčkim in z gazico ali z nežnim robčkom, samo dokler dosežeš. Ker z baby palčkami porinemo cerumen oziroma maslo do bobniča in se potem res zamaši. Je pa še en nasvet, mi smo v vinogradnem področju, liter parafin olja ne stane prav veliko in ravno to parafinovo olje lahko dajemo teden dni 3x po 2-3 kapljice v uho in s tem se to maslo zmehča in se lažje izpere. Drug način je pa v lekarni lahko kupimo, v novomeški lekarni so soda kapljice in te soda kapljice razgradijo, zmehčajo cerumen maslo in se ga potem lažje spere. Se pravi, take home message je, ne baby palčka. Torej
ni dobro pretiravati niti s čistočo. Tudi to ni v redu, ja. Je pa res, da vaše področje delovanja so takšni predelčki po pomembnih delih glave, ki niso ravno vidni. Ravno razmišljam, operacija takšna ali drugačna. Kako? Se ne morete videti, kaj se dogaja v ušesu, kaj se dogaja v nosu. Kako operirati? Tudi v grlu ne nazadnje. Celo oralno področje so v bistvu votline, ki so neosvetljene, ki so globoke, ki so ozke, tako da je problem ugotoviti oziroma sploh prikazati si to področje. Prikažemo si ga na različne načine, se pravi, da odkrijemo bolezen lahko z endoskopi, to so 2,8 ali pa 4 mm veliki inštrumenti, skozi katere natančno vidimo 4-kratno povečavo, kaj se v naprimer sinusu ali v nosu ali v žrelu, grlu dogaja. Druga možnost so novejše diagnostične metode radiološke, se pravi CT ali pa magnetna resonanca, s katero se tudi na milimeter, 2, 3 natančno vidi vsako strukturo. Pomemben napredek v oralnem področju je to, da imamo možnost osvetlitve in pa prikaza slike na televizijski kameri oziroma na ekranu, na LCD ekranu, in tam je vse večje in bolj jasno. Vsa ta tehnologija pa ti ne pomaga nič, če nimaš osnovnega, starejšega, klasičnega znanja, pa starejšega kolega, ki ti na osnovi dolgoletnih izkušenj pove, kaj ta majhna pikica ali sprememba pomeni za tega človeka, in sploh je težko se včasih odločiti, ali je stvar za operirati ali ni, kar je za človeka bistvenega pomena. Večkrat vprašajo, je to zahtevna operacija? Zame ni, zame je to rutinska. Za vas pa definitivno je, se gre za vašo glavo. Ja, in zelo blizu je vse, in oči, in možgani, in vse skupaj povezano. Zato ima verjetno človek še takšen občutek zahtevnosti in težke operacije. In ne nazadnje, verjetno je to kar boleče. Ne za vas, za pacienta. Za pacienta, ja. Bolečino kar uspešno blažimo, sploh če je operacija v splošni anesteziji, v narkozi. Takrat imamo specialista anesteziologe, ki so zmeraj v senci kirurga oziroma operaterja, čeprav je njihova vloga zelo pomembna, če ne celo pomembnejša kot operaterjeva. Pri anesteziji splošni bolečini, bolečina je po operaciji lahko, ki pa jo blažimo z injekcijami, svečkami, s tabletami. Pri lokalni anesteziji se pa da, če ima človek do tebe zaupanje, če pride do medsebojnega odnosa zaupanja. To je pomembno med pacientom in zdravnikom. Dobro zaupanje je več vredno kot apaurin oziroma sredstvo za pomiritev. Če ljudje vidijo, da operater pripoje v operacijsko dvorano, da se ne boji zadeve, če človeku razložiš kolikor toliko, čeprav je časa malo, potem je tudi sama injekcija manj boleča in sam poseg v duhu zaupanja lažje izvesti. Če se nič ne zakomplicira, načeloma ni hujših bolečin v oralnem področju, problem je, če gre kaj zelo narobe. Kot na vseh področjih, ja. Ampak, če grem k manj pomembni zadevi, pa vendar zelo pomembni in moteči, vse povsod spada k vašemu področju tudi smrčanje. Mnogo žensk poznam, ki pravijo, da slabo spijo zaradi smrčanja tam na drugi postelji. Smrčanje je del težav, ki jih zdravimo oziroma poskušamo pomagati oralni specialisti. Smrčanje namreč nastane v žrelu, kjer vibrirajo, kjer se tresajo mehke strukture žrela, povezano je pa tudi slabšo prehodnostjo nosu. Se pravi, če pride človek, pacient s problemom smrčanja, pove, da ga hočejo v Piranu sosedje Italijani v sosednjem šotoru kar farderbati, ker ne morejo spati zaradi njega, ali če je žena se že itak preselila v dnevno sobo in je problem očiten, meritve niso potrebne, potrebno je najti vzrok in človeku pomagati. Večkrat se da že z operacijo nosne pregrade, ki je zvita, ki moti nosno dihanje, ljudje imajo odprta usta, zaradi tega smrčijo intenzivneje kot kakšni tigri. Ko mu popraviš nos, se spremeni iz tigra v 70–80% v nežnega brundača.
mogoče celo žena pride iz dnevne sobe nazaj v spalnico, kar je velik uspeh. Ja. Naslednja stopnja je pa, če to ne uspe ali pa je slabše, lahko tudi obrežemo jeziček v žrelu ali pa celo upravimo uvolopalatoplastiko, to je pa operativna zatrditev mehkega neba. S tem se procent uspešnosti še poveča. 100% uspeha pa ni. Pa tudi dejstvo je, da ne smrčijo samo debeluhi ali pa ljudje, ki so se ga zvečer mečkano preveč poveselili, ampak tudi suhci, pa ne samo moški, tudi ženske. Ja, res je. Res je. Ampak, če se da pomagati, zakaj živeti s to motečo zadevo? Pomagati se da, ljudje se morajo samo oglasiti, pregledamo, povemo, kaj se da, kaj se ne da, se dogovorimo. Kaj pa takšni, ki veliko govorimo, kot sem jaz in nekateri iz službenih obveznosti, drugi pa sicer vedno večkrat slišim težave z glasilkami. Tudi to je vaše področje, pa bom izkoristila ti polipi ali kaj že raste po glasilkah. Sama nimam kam potrkati, sicer še nimam teh težav. Je tudi to pogosto? Motnje govora oziroma motnje, glasovne motnje, hripavost je zelo pogost problem. Problem je predvsem pri ljudeh, ki si služijo kruh, tako kot vi, z glasom, pri pevcih, pri duhovnikih, gospodih, pravnikih, učiteljih, točno. Čeprav recimo niso še, medicina dela ne prizna hripavost kot profesionalno bolezen, čeprav je dejansko pridobljena v službi, ne drugje. Se pravi, taki ljudje, se pravi profesionalni govorci, imajo s tem velik problem. To je naše področje dela. Mi pregledamo grlo, običajno z običajnim pregledom, tudi z mikroskopom in ponavadi gre za več zadev. Lahko je Reinkev edem, to je oteklina obeh glasilk, ki je ponavadi povezana s preveliko obremenitvijo glasilk, ponavadi s cigareti, ponavadi s kakšnim v glavnem s cigareti in z govorom. Tukaj se da pomagati na več načinov. Pomaga se lahko tako, da opustimo kajenje ali pa kakšen cigaret zmanjšamo. Pomaga lahko foniater. Pomagamo lahko pa tudi z operacijo. Naslednja stopnja težav so lahko vozliči na glasilkah, bi rekel nekakšni žuljčki na glasilkah, ki se dajo z govornimi vajami zmanjšati in odpraviti. Polipe je treba ponavadi pa kar operativno odstraniti. Ponavadi je po teden dni po operaciji glas slabši, potem pa se počasi uredi. To se pravi hripavost konstantna, ne 2-3 dni, ker smo prehlajeni, ampak ta sprememba, ta hripavost je signal, da je treba k zdravniku, da je treba k specialistu. Hripavost je signal, če traja več kot 14 dni. Ponavadi se bojimo, da ne bi bilo tudi kaj hudega. Praksa kaže, da pri ženskah hujše patologije v oralnem področju, sprav na glasilkah in v žrelu praktično ni oziroma je zelo redka, ampak dokler ne pogledaš, dokler ne vidiš, ne moreš trditi, da ni res kaj hudega. Je pa rizična populacija, to smo pa moški okoli 50 let pa naprej, kadilci, če delamo z asfaltom, s kemikalijami, mizariji, če preveč radi pogledajo kozarček, to je pa rizična populacija za razvoj raka v področju žrela in grla, se pravi moški, 50 let hripov, oralnih specialistov po 14 dneh hripavosti obvezno. Tukaj smo pa ženske na boljšem. Tukaj ste na boljšem. Ne bom spraševala, zakaj, samo da velja. Zaradi hormonov, zaradi različnih drugih dejavnikov, ki vas tukaj gor ščitijo, kje drugje pa bremenijo. Tako je. Kaj pa estetska kirurgija, s katero se tudi ukvarjate? To pomeni, da se ljudje odločajo malo poštimati kakšna štrleča ušesa, nos se verjetno da oblikovati tako, kot si ga želimo, pridejo z sliko filmske osebe. Ja, s plastično oziroma z estetsko kirurgijo nosu pa ušes se ukvarjam 15 let. To sem se naučil v Ljubljani pod mentorstvom primarij Podboja, pa drugje po svetu na različnih tečajih, pa z dolgoletno 15-letno prakso se nabere toliko in toliko ljudi, da lahko že mirno povem, da če kdo pride sliko k meni in zahteva tak nos, kot je tukaj na sliki, se hitro posloviva in mu svetujem drugega, boljšega specialista tega področja. Lepotnega, ja.
Če pa pride, ker pri teh zadevah, pri lepotni kirurgiji, pri estetski kirurgiji, mora obstajati en odnos, relativno čustven, precej zaupanja mora biti s pacientove strani in že takoj se mora s pacientom ali pacientko na prvem pregledu ujeti. Če gre za očitno zadevo, ki je res estetsko moteča, če to sem sposoben izvesti in če ima dekle ali fant ali gospod, celo najstarejši gospod je bil star 80 let, če ima realne želje in realna pričakovanja, potem se dogovoriva in izvedeva in v glavnem so ljudje zadovoljni. Seveda to človek ne sme obešati na velikih zvon, operiral sem tega, pa tega, pa tega, pa tega z radija, pa to pevko, polno podvalko, ampak je treba ohranjati eno stopnjo diskretnosti. Zakaj pa ne, če se da pomagati nekaj, kar človeka moti, vsi smo takšni, da se zjutraj prvo pogledamo v ogledalo in prvo vidimo našo glavo, torej vpliva na celodnevnemu dobremu ali pa slabemu počutju, ne? Če ima dekle željo pri 40 letih, na primer, nos jo moti pa sveda že od 10. leta naprej, pri 40 letih pa se odloči, da zdaj je pa tega dovolj, naredimo, probajmo in če to uspe, ponavadi uspe, je to seveda stvar, ki je za narediti. Ja. Doktor Spudič, veliko je področji, s katerimi se ukvarjate znotraj te otorinolaringologije, tega pomembnega in širokega spektra delovanja vas specialistov oddelkov ORL, vendar nama bo časa zmanjkalo, če tako nekako strnem, rekla bi, in ko vas poslušam, da resnično z veseljem počnete tisto, kar delate, še veliko let je pred vami, še veliko operacij in dela vas čaka, ampak včasih se nam zdi, da imate zdravniki vedno manj časa za pogovor z ljudmi, za ta kontakt, ki ste ga poudarili, to zaupanje ustvariti in verjetno bi si tudi vi želeli več časa za pacienta, kot ga imate. Dejansko je res, da je časa čedalje manj za osnovno delo, za to naše poslanstvo, ki ga imamo, na račun tega, da je čedalje več v bistvu bolnih ljudi in čedalje več je papirologije. Včasih si s človekom se pomenil, se ne rabiš pa ure pogovarjati. V 10 minutah se lahko pogovoriš marsikaj in vse. In izveš stvari, ki so povezane z osnovno boleznijo, človek dobi zaupanje in se lahko dogovorita, sežeta v roke in stvar speljeta. V današnjih časih so pa računalniki, pa realizacija, pa administracija in papirologija in 7 soglasij in je časa za delo manj. Jaz upam, da bomo mi s časoma le dojeli, da vsi ti papiri, ki jih moramo podpisovati, pomeni toliko pa toliko posekanih dreves in toliko pa toliko stran vrženega časa in bomo počasi prešli nazaj na zaupanje. In čisto za konec, kaj bi svetovali ljudem, da bi jih bilo čim manj v vaših ambulantah in na oddelku ORL-ja, sedaj, ko se približuje čas prehladov, kihanj, angin, vnetij ušes, sinusov, kaj lahko storimo za preventivo? Preventiva prehladov v času, ki prihaja, je to, da se v bistvu moramo se izogibati ljudi, ki so bolni. V bistvu moramo živeti polno življenje, športati moramo tako psihično kot telesno, uživati zdravo hrano, vitamine, piti, uživati pri svojem delu, ne pretiravati, spati dovolj. Skratka, polno živeti. Če imamo pa možnost, če pa zbolimo, je pa fino, da ostanemo kakšen dan ali dva doma, če se le da, če nas delodajalec ne obvezuje z bolniškim staležem, s potrdilom pri zdravniku, če se da, odležimo 2-3 dni doma in počakamo, da je glavna stvar mine in potem, če je treba zdravniku, če ne pa naprej delati in uživati.
Dr. Štefan Spudič, predstojnik oddelka v novomeški bolnici, specialist otorinolaringologije. Vse sem uspela izgovoriti. Lepo vas je bilo poslušati in videti, da resnično z veseljem delate tisto, kar počnete, ampak jaz vam kljub vsemu želim čim manj dela v vaši ambulantah in na vašem oddelku. Hvala lepa. Hvala za pozornost tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, in tudi vam. Slišali ste, zaživite polno življenje in upoštevajte vse, kar ste slišali ob koncu današnje oddaje, in jaz vam res želim, da bi bila ta jesen, ki je pred nami, sončna, lepa in predvsem zdrava. Ostanite še naprej v naši družbi.